Kako kot nekdanji šef mladinske iniciative za tretjo razvojno os vidite obnovo državnih cest na Koroškem, zlasti po poplavah, ko se soočamo s temi semaforji, zamudami, ponekod sploh še niso začeli delati? Zagotovo situacija v naravi kaže, da Korošci ne moremo biti zadovoljni s stanjem državnih cest. Ta situacija se kakorkoli vleče že vse od osamosvojitve dalje. Mislim, da so ceste v vedno slabšem stanju in seveda bi pričakovali večji angažma ali pa bomo rekel hitrejši angažma tistih, ki so za to pristojni, da se to reši. Zlasti z vidika poplav in ceste bi verjetno morali najprej, govorim kot laik, z nekimi interventnimi ukrepi zagotoviti pretočnost prometa na državnih cestah, nato pa celovito rešiti situacijo z neko rekonstrukcijo za neko daljše časovno obdobje. No, k sreči ljudi še ni zapustil smisel za humor, tako smo na Ravnah videli celo Tomažev stolp, ponos župana in države, s katerim je nekdo na humorni način opozoril, da se dela že predolgo oziroma da se sploh še ni začelo delati. Kako vidite to in dobro je, da pravzaprav ljudje še niso izgubili živcev? Koroška trma je zakoreninjena v klenih Korošcih, tako da mislim, da je to neke vrste domiselna civilna pobuda, ki pač kaže skrb za to, da ljudem ni vseeno, kako živimo v našem kraju in da imamo seveda neka realna pričakovanja od naše države, da se kaj postori. Taka pobuda zagotovo je dobra, saj je bila opažena in verjetno se bodo tudi na podlagi tega videli nekateri ukrepi države v prihodnosti. V preteklosti ste se veliko ukvarjali s tretjo razvojno osjo. Je ta cilj leto 2028, o katerem se je dolgo govorilo, po vašem še uresničljiv? Težko bi komentiral konkretno letnico, nekako bom ostal na svojem stališču, ki sem ga poudarjal še, ko sem bil aktiven na tem področju, da v to cesto bom verjel, ko jo bom tudi v živo videl.